Lep pozdrav vsem skupaj, Mihael Žmahar iz Duhovnega ateljeja Potovanje duše sem z vami in danes imam za vas en super video, v katerem vam bom pojasnil eno ključno razmišljanje o planetu, na katerem živimo in o pravilih, kako uspeti. Zaradi tega, ker zadnje čase sem začel načrtno opažati eno stvar. Načrtno opazujem ljudi in sem opazil eno stvar, da glede na količino ljudi, ki nas živi na planetu Zemlja, to se pravi na planetu Zemlja nas je skoraj 8 milijard ljudi, jih je procentualno gledano zelo malo uspešnih. To se pravi, zelo malo ljudi procentualno gledano v življenju uspe, tako kot so si zamislili, ali pa zgradijo življenje, tako kot so si ga zamislili, ali pa uspešno predelajo neko karmično lekcijo ali pa neko čustveno lekcijo. Zakaj je zdaj to tako? Se pa ljudje nismo glih neumna bitja, saj smo inteligentna bitja, saj imamo mental močen, saj imamo informacije na voljo. Zakaj je toliko malo ljudi uspešnih in navsezadnje spopolnjenih v življenju? Ker tudi navsezadnje mi živimo na planetu, na katerem imamo na voljo skoraj neomejeno resursov, neomejeno količino informacij, strategij za uspeh, izkušenj iz preteklosti, na kateri se lahko učimo glede lastnega uspeha. Zakaj potem toliko malo ljudi uspe? In potem vedno, ko jaz postavim vprašanje, vedno mi vesolje odgovori, vedno mi moji duhovni vodniki vržejo razlago dol in tudi tokrat so mi jo vrgli dol in jaz verjamem, da vam bo ta razlaga pomagala drugače pogledati svet, v katerem živimo in drugače postaviti strategijo za vaš lastni uspeh in razumeti, zakaj ste tukaj, kjer ste in predvsem, kako lahko pridete tja, kamor si želite. Prva stvar, ki je zelo pomembno, da razumemo, je, da je planet Zemlja planet iluzij. Jaz vem, da ko mi pogledamo planet Zemlja na prvi pogled, da je vse očitno, da ne vem, tam vidiš rdečo jabolko in veš, aha, to je rdeča jabolka. Potem imamo na Zemlji živali, imamo rastline, imamo živi svet, imamo neživi svet, imamo ljudi in tako naprej. Vse zgleda zelo očitno na planetu Zemlja, pa ni. Nič ni tako, kot zgleda na prvi pogled na planetu Zemlja. Nič ni tako. Mogoče mislimo, da je tako, kot izgleda, ampak ni. Pa vam bom zdaj par primerov dal čist iz narave, da boste videli. Ljudje smo rekli, da so rastline najmanj razvita življenjska vrsta, da so njihove celice najbolj enostavne, da rastline nimajo čustvenega sistema, pa v resnici je glih kontra. Rastline so ene izmed najbolj intuitivno razvitih bitij na planetu Zemlja. Rastline so sposobne skanalizirati toliko intuitivne, specifične, visokovibracijske energije, kot jih človek ni sposoben. Rastline so sposobne narediti toliko hudo energijski dvig zavesti na planetu Zemlja, da ga človek ni sposoben za vso svojo tehnologijo narediti. Zato jim je tudi zaupana naloga, da dvigujejo energijo na planetu Zemlja s tem, da iz ogljikovega dioksida delajo kisik. To se pravi, rastline sploh niso to, kar zgleda na prvi pogled. Ali pa druga taka zmota oziroma iluzija, ki imajo ljudje, je, da so živali manj razvita vrsta od ljudi. Tudi to ni res. Živali imajo veliko bolj širok in napreden čustven sistem kot človek. Živali lahko veliko širši spekter srčnih frekvenc začutijo kot ljudje, zato so pa sposobne ustvariti tako visoko stopnjo sočutja, zato so pa živali sposobne izraziti brezpogojno ljubezen, ki naprimer človek ni sposoben izraziti, in čutiti na planetu Zemlja. In mnogokrat ljudje potem zaradi teh iluzij napačno dojemamo planet. Mnogi ljudje mislijo, da je voda mrtva stvar. Tudi pri biologiji učijo, da voda spada v neživi del okolja. Pa sploh ni res, voda ima zavest. Voda se da programirati, voda lahko kanalizira zdravilne energije, voda lahko zdravi, voda lahko kristalizira kristale v nas in nam dvigne frekvenco, če znamo to delati. Mnogokrat ljudje so rekli, da so kristali samo kamni, pa niso. Kristali so ene izmed najbolj razvitih struktur na planetu Zemlja in lahko kanalizirajo toliko visoke frekvence visokih civilizacij, ki si človeški sploh zamisliti ne more. To se pravi, da nič na planetu Zemlja ni tako, kot zgleda na prvi pogled. Nič na planetu Zemlja ne deluje tako, kot zgleda, da deluje na prvi pogled. In ljudje mnogokrat živimo v zmoti in zaradi tega, ker živimo v zmoti o tem, na kakšnem planetu živimo, mnogokrat potem ne znamo izbrati pravih sestavin za nas. Ker ena stvar, ki pa moramo ljudje na tem planetu narediti, pa je, da moramo pogledati
svet okoli sebe, pogledati, kaj nam je na voljo in potem od tega, kar nam je na voljo, izbrati sestavine za naš recept uspeha. To se pravi, rabimo zbrati pravi ljudi, rabimo zbrati prave materialne stvari, prave energije, pravi čas. In ko vse to skupaj sestavimo v neko strategijo, potem lahko ustvarimo nekakšen uspeh. Ampak mi moramo najprej vedeti, kaj je prava stvar za nas. Ampak če sem zdaj ravno kar povedal, da nič na tem planetu ni tako, kot zgleda na prvi pogled, potem lahko že v štartu ugotovimo, da večina ljudi izbere narobe, zaradi tega, ker vidi narobe. In to je razlog, zakaj je stopnja uspeha, glede na toliko veliko maso ljudi na planetu Zemlja, tako majhna. In naša naloga, naša glavna naloga na planetu Zemlja je, da se naučimo brati energije. Mi smo se rodili, inkarnirali na planet iluzij, kar planet Zemlja sam po sebi je, zato da se v tem okolju naučimo brati energije. Ker kraj, iz katerega prihajamo kot duša, oziroma dimenzija, iz katerega prihajamo kot duša, tam ni nobenih iluzij, tam je samo resnica. Zato mi rečemo, da je duša v stiku s svojo resnico, da duša izkuša vse vibracije ljubezni in da duša točno ve, kaj si želi. Ampak, ko se pa mi inkarniramo na planet, kot je Zemlja, potem pa ustvarimo ego in ego išče svojo resnico preko iluzij na tem planetu. In to je naša naloga. In če hočemo zdaj mi na tem planetu, kjer ni nič tako, kot zgleda na prvi pogled, najti prave sestavine za svoje življenje, najti pravo pot za nas, potem se rabimo naučiti brati energije. In to je naša glavna naloga v inkarnaciji, da se naučimo ugotoviti, katere energije so prave za nas in katere ne. Ampak gledajte zdaj catch. Energije na planetu Zemlja se pa zopet delijo v dve skupini. Na tiste energije, ki jih mi očitno vidimo in zaznavamo z egom, in na tiste energije, ki jih mi z egom ne zaznavamo. To se pravi, imamo energije, ki so fizične, materializirane in te vidi vsak človek na tem svetu oziroma čuti vsak človek na tem svetu. In imamo energije, ki so subtilne in delujejo iz ozadja, katere pa zaznajo le tisti, ki so energijsko intuitivni, ki so v stiku s seboj, ki znajo pogledati v zaodrje, iza zavese, ker ne gleda samo očitno. In na planetu Zemlja je zadeva takšna. Vse to, kar vidimo, je posledica. Vse to, kar mi vidimo z fizičnimi očmi, slišimo z fizičnimi ušesi, čutimo z fizično kožo, z dotikom, je že samo posledica. To se pravi, če hočemo zdaj mi kreirati ta svet in v tem svetu pod temi zakoni ustvarjati, potem rabimo iti v ozadje teh energij, na energijski nivo, kjer se sprejemajo odločitve, iz katerih se na to ustvari svet, ki je fizičen. In težava večine ljudi je, da probajo manifestirati in ustvarjati v fizičnem svetu. Ne moreš ti ustvarjati v fizičnem svetu, če je fizičen svet že ustvarjen in je že samo posledica. Jaz včasih na tečajih rečem, da to je tako, kot da bi probal spremeniti svojo senco. Vaša senca je posledica vašega telesa. In vi se lahko ukvarjate za svojo senco, kakorkoli želite, ker ne morete spremeniti. Edini način, da spremeniš svojo senco, je, da premakneš svoje fizično telo. Zaradi tega, ker je senca posledica. In vse, kar vidimo na tem svetu, vse, kar je materialnega, kar je fizičnega, kar je očitnega, je samo posledica. Zato se vsi naši uspehi, vsi naši cilji, vizije energijsko postavljajo in njihova uspešnost se energijsko določa v energijah v ozadju. Kar pa pomeni, da mora človek dvigniti svojo intuicijo in se naučiti gledati izza očitnega in se naučiti pogledati globlje v situacijo. Ne samo tisto, kar je naučen, da vidi, ampak tisto, kar mu še mogoče nihče ni povedal, da sploh obstaja. Zato smo tudi ljudje sestavljeni tako, kot smo sestavljeni. Ljudje smo sestavljeni iz večjih različnih nivojev energije. Smo sestavljeni iz fizične energije, iz fizičnega telesa, ki je očitno in ga vidi in čuti vsak. In smo sestavljeni iz mentalnega telesa, iz misli, ki jih lahko zelo hitro menjujemo in te misli lahko delimo s svetom ali jih pa zadržimo zase. In smo sestavljeni iz čustvenega sistema, s katerim lahko čutimo vse možne občutke, ampak del tega sistema pa večina ljudi že ne čuti več pri sebi. Če boste pogledali ljudi, boste ugotovili, da mnogi niti ne vejo, kakšne občutke imajo v sebi in predvsem iz kje prihajajo ta občutki. In naslednji nivo je duhovno telo, iz katerega je sestavljen človek. To je pa popolnoma eterično, nevidno fizičnemu telesu, fizičnim očem, astralno. In mnogi ljudje
se niti ne zavedajo, da ga imajo. In še hujš, mnogi ljudje niti ne verjamejo v njega. Ampak ravno duhovni nivo človeka je nivo, na katerem se določa uspešnost človeka, se določa obilje človeka, se določa napredek človeka, se določa vse, kar bo človek dosegel. In zdaj, če hočemo mi na planetu Zemlja nekaj ustvariti, življenje ustvariti, kakršnega si želimo, moramo iti sposobni čez vsa naša telesa, čez naše fizično telo, čustveno telo, mentalno telo in duhovno telo in vse 4 telesa med seboj poravnati in odločitev sprejeti na vseh 4 nivojih. In šele takrat, ko mi sprejmemo odločitev na vseh 4 nivojih, znotraj sebe, takrat se bo pa stvar zgodila tudi v fizičnem, zunanjem svetu. In to je tisto, s čimer se večina ljudi spopada celo življenje. Večina ljudi proba ustvarjati uspeh v fizičnem svetu, ampak to je boj s senco, ki ne vodi nikamor. Zato pa je stopnja uspešnosti na tem planetu tako nizka, ker je zelo malo ljudi opravilo domačo nalogo in poravnali te notranje energijske dele, o kateri sem ravnokar govoril. In če vam je zdaj tole, kar vam govorim, zavibriralo, to pomeni, če čutite nek smisel v tem, kar sem povedal, in čutite, da je to nekaj, kar bi mogla raziskati, potem vas spodbujam, da raziščete. Začnite razumeti svoj čustven sistem. Naredite, da boste razumeli svoje misli, da boste razumeli, zakaj razmišljate tako, kot razmišljate. Kdo vas programira? Ali se programira okolica, ali se programirate sami? Iz kje izhajajo želje, ki jih imate? Zakaj je vaše fizično telo takšno, kot je? Katera hrana je prava za vas? Kateri občutki so tisti, ki vas vodijo in iz kje izhajajo ti občutki in kdo ste kot višji jaz? Kako eterično upravljate energijo? To so vprašanja, ki se jih morate postaviti in to so odgovori, ki jih rabite. Če hočete na tem planetu, ki na prvi pogled zgleda zelo enostaven, pa smo zdaj ugotovili, da niti ni tako zelo enostaven, uspeti. In če boste pogruntali to formulo znotraj sebe, kako lahko vi delujete čez vsa 4 telesa, potem vas nič ne bo ustavilo. Potem boste lahko zgradili uspešno partnerstvo, boste lahko zgradili uspešno kariero, boste lahko zgradili obilje, ki ga rabite, boste lahko izumili tisto, kar si želite, zaradi tega, ker boste dober kanal za svoje ideje, dober kanal za upravljanje energije. In človek je močen kanal, človek, ki ve, kako upravljati energije, je neustavljiv. In temu jaz rečem matrica uspeha. Tak človek lahko sam zgradi svoje življenje točno tako, kot si želi. In lahko naredite to sami, lahko naredite to z meditacijo, z raznimi tehnikami, z raznim introspekcijo, ki naredite. Lahko pa pridete k meni na tečaj. Matrica uspeha, coaching tečaj, ki ga začnem zelo kmalu zdaj, to nedeljo, 16.5. Tečaj, na katerem vas bom v 4 mesecih peljal čez ključno razumevanje tega, kar sem zdaj povedal. Rad bi vam pomagal razumeti vas na način, na katerega vam nihče ni pomagal, da se razumete. In rad bi vam pomagal narediti energijsko poravnavo, zato da boste lahko vi upravljali svoj čustven sistem, vi sprejemali svoje misli takšne, kot so, in ustvarjali nove, in vi usmerjali svojo energijo tja, kamor se želite. Tako da matrica uspeha je tečaj, ki vam bo pomagal zgraditi kariero, biznis, zdravje, partnerstvo, karkoli boste želeli, če mu boste dovolili. Tako da, pejte na našo spletno stran www.mihaelzmaher.si ali www.potovanjedusu.si. Na obeh spletnih straneh je tečaj objavljen, 16.5. začnemo. Na spletu ga bomo tokrat naredili, kar pomeni, da boste dobili vse posnetke, vseh stopenj in delovni material domov. In poglejte, ali se lahko srečamo na tej poti, zaradi tega, ker kot človek enkrat pogrunta te stvari, je neustavljivo. Tako da čas je, da začnete živeti po svojih pravilih, da ustvarite svojo matrico, in če vam lahko pri tem pomagam, sem zelo vesel. Se vidimo kmalu. Čau.